imamo 20 prijavljenih ekip, 25 konjskih moči ženske, 25 konjskih moči veterani, 25 konjskih moči člani, 40 konjske moči pa so sosednje Avstrije in Ceršak. Tega namen tekmovanja je, da usposobljenost tistih, ki imajo plovila na reko, da se malo zvanija čolni sameva v garažah, da tudi takrat malo preizkusijo, ne pa samo tiste za resne situacije, ko prije, ker tu lahko probajo čisto vsaj kaj v realnosti tudi prije do tistega reševanja. Kakšne so te naloge, s čim se morajo torej spopasti? Kot vidite, zdaj vzvratno vožnjo, vezanje, enojne reševanje zanke, metanje obroča in pobiranje predmeta iz vode, kako rečemo mi vtopljenec. Dobro je bilo, malo dežja se je zmotilo, ampak mislim, da smo zelo dobro odpeljali s parimi napakami, ampak je šlo dobro. Kaj je bilo najtežje? Definitivno met obroča. To, da uravnavaš čoln tako mirno, da reševalec meče, ostalo pa je gladko potekalo. Kako ste se pripravljali na tekmovanje? V bistvu so priprave potekale že cel teden, najprej brez teh opreme, da smo sploh poskusili, kako funkcionira naša ekipa, potem pa tudi z progo in večkrat, koliko gre. Danes od 3:25 po noči se je rodila hčerka, velika 45 cm, pa težka 3 kg. Kljub samem vremenu, še vseeno vztrajamo na reki Dravi pri našem tradicionalnem tekmovanju. Pozdrav je poslal ženi v bolnico, pa svoji hčerki. Vaše gasilsko društvo se nahaja na območju, ko je nujno potrebno imeti neke veščine reševanja iz vode. Imate pogosto intervencije povezane zdravo z visoko vodo? Ja, z visoko vodo kar pogosto. Vedno smo imeli spomladi ali pa v jesen, ampak zdaj že je vreme tako neprijetno, da tudi že avgusta posredujemo, ampak imamo recimo eno do dve intervencije na leto, odvisno vodo stare reke Drave, ki je pač odvisno vse od vremena in sosednje Avstrije, tam ko ona izvira, Italije. To tekmovanje je bilo zmeraj mednarodno, tudi letos ste dejali, so prišle ekipe odkot? Z Avstrije, iz Feringa in Lebringa. Kaj pa sicer udeležba letos malo bolj skromna? Ja, manj polovica ekip, da letos je 20 ekip prijavljenih od tistih 45 ekip, ki so bile vsako leto. Ja.